Pozdravljeni v novi oddaji Prebojeno srce Slovenije. Mojega današnjega gosta prav gotovo vsi poznate, zato bom nanizal le nekaj izjemnih dejstev. Gospod Werner Brozović je v svoji 30-letni pevski karieri prodal kar 1 milijon plošč. Izdanih ima 20 CD albumov za hrvaški in slovenski trg. Kar 20 let razprodanih koncertov po največjih športnih dvoranah Slovenije. Je človek odprtega srca in visokih vibracij, ki vedno stoji za resnico in si jo upa povedati na glas. Je tudi neskončen veseljak in romantik. V svoji 30-letni glasbeni karieri so nastale številne uspešnice. Ne gane me, Hej mala opala, Kada voli srce južnačko. Tu je moj dom in ne nazadnje zadnja znana pesem Cepljen z ljubeznijo, ki je nastala v dani situaciji in nosi neskončno sporočilo ljubezni. Hvaležen in radosten sem, da se je odzval mojemu povabilu. Prisrčno pozdravljam torej gospoda Wernerja v našem studiu. Pozdravljeni v novi oddaji Prebojeno srce Slovenije. Z menoj ponovno krasen izjemen gost, ki ga prav gotovo vsi poznate. Werner, lepo pozdravljen. Dobar dan, lep prisrčen pozdrav vsem gledalcem, gledalkam, lep pozdrav tudi tebi. In evo, vesel sem, da si me povabil v svojo oddajo. Odlično. Werner, 1 milijon plošč. Malo več celo kot 1 milijon. Že več. Ja. Karijera, kako se je to začelo? Vse se je začelo na Hrvaškem. Evo, mogoče mnogi ne vedo, ampak jaz sem že kot majhen bil en tak wunderkind, igral sem, učil sem se 6-7 instrumentov, bil sem odličen učenec, deklamiral sem, v bistvu so me uporabili čisto za vse. In ta glas je prišel v 9. vas v Zagreb na Hrvaškem in so me povabili na tekmovanje pevcev amaterjev, da predstavljam Hrvaško v Maglaju. In sem zapel eno pesem in publika je ponorela. In ti pomembni ljudje, kot so Đorđe Noković, Ivo Lesić, torej avtori, ki so takrat pisali za vse eminentne pevce Jugoslavije, Miša Kovača, Nedo Ukraden, Srebrna krila, Novi fosili. V bistvu ti ljudje so v meni začutili, videli nekaj drugega. Enega nasmejanega fanta, ki žareva eno neverjetno karizmo in neverjetno vpliva na ljudi, na mase. In so bili 100% prepričani, da če bom naredil ploščo, da bo zadeva ratala. In to je tudi tako bilo. Oni so mi pripravili prvo ploščo. Trebalo je sicer plačati tudi en del za aranžmaje. Jugoton, takrat edina taka močna založba v Jugoslaviji, je tudi nekaj sofinancirala, ampak v glavnem trebalo je še nekako priti do tega denarja. En del so financirali starši. Moram povedati, da moji starši niso bili neki bogati ljudje. Mami se ukvarjala s turizmom, oče delal v hotelu in ni bilo lahko, ampak jaz sem vzel stvari v svoje roke, čeprav sem takrat bil šele 18 let star in sem igral harmoniko. Takrat sem končal tudi šolo za harmoniko, že tudi za druge instrumente, ampak harmonika mi je bila tisti prvi instrument in sem zabaval ljudi na ladici od 7 zjutraj do 7 zvečer, Norvežane, Švede, Nemce, Avstrijce, poznal sem vse njihove pesmi. In v bistvu smo delali tako rundosto ladico okoli otoka Krka, zvečer ob 7 bi prišel nazaj. Moram povedati, da sem več tringelta zaslužil, koliko sem v bistvu zaslužil zaradi tega, ker sem nastopal, ampak potem sem prišel domov, stuširal se in ob 8, 1 uro sem imel časa, sem že bil na terasi hotela Esperanto in tam sem igral klaviaturo in pel. Tako da sem tisto poletje pridno delal in zaslužil toliko denarja, da sem lahko posnel svojo prvo ploščo. Odlično. In takrat se je vse začelo. Tako. Torej, če si vztrajen, če si delaven, potem dejansko se lahko sanji uresničijo. Absolutno. Človek mora imeti vizijo in mora vedeti, kaj hoče v življenju. Že kot majhen. Jaz vedno pravim, ko sem bil star ko sem šel v 6. ali 7. razred osnovne šole in ko so profesori spraševali, kaj bomo bili, kaj si želimo biti. Jaz sem bil šokiran, ko so mnogi rekli, jaz želim biti kelner, jaz želim biti kuhar, odpirajo nove hotele tam v Selcu. Rekel, dobro, nimaš ene ambicije biti nekaj, biti pilot, biti ne vem kaj. Ne, meni to odgovarja. Znači, človek mora že imeti v sebi to moč, to vero, da hoče biti nekaj več, da hoče nekaj ustvariti v življenju, da se razume, ne mislim karkoli slabega o kelnerju in vse to super, kasno so to.
Klasni poklici, ampak odvisno je od ljudi, ljudje 90% jih je želelo biti to. Zaradi tega, ker so odpirajo hoteli, želeli so cono udobja. Ja. To so stari vzorci. Tako, da delajo, da imajo družinice, da in to tako traja in traja in traja. Jaz pa nisem bil takšen človek. Jaz sem tisočkrat spremenil, kaj bi želel biti. Končal sem fakultet nautike, ne do konca, 2 leti, moral bi potem iti na more. Ampak končal ekonomsko srednjo. Vedno sem si želel biti nekaj, pilot, ne vem. To moraš imeti v sebi. In takšen sem jaz človek. Odlično. In ljudje te imajo radi. Napolnil si ogromno dvoran v Sloveniji. 20 let. Tako, 20 let sem polnil dvorane v Sloveniji. Začelo se je leta 1999 v dvorani Tabor. In takrat je tudi bila taka situacija, ko mi se je prvič vrnilo teh 20.000 mark, nisem jih omenil zdaj, koliko je mene stala prva plošča. In takrat sem, torej po 6 ploščah, ki sem jih izdal, 7, mi se končno vrnil ta ulog. Torej dobil sem 20.000 mark, izdal sem ploščo Meni si sojena, sam sem bil svoj producent, izdal sem, distribuirala mi je hiša Mandarina, torej pokojni Brandy. In takrat sem prvi zaslužil 20.000 mark. Da je se povrnilo tisto, kaj sem jaz služil. Takrat sem rekel, zdaj pa tudi, če neham pet. Jaz sem prišel do svojega cilja, izdal sem, ne vem, takrat že 6-7 plošč, krasno, vse to lepo, ampak v redu je, jaz sem prišel nekako do svojega cilja. In je treba vložiti točno toliko denarja za moj koncert, oziroma za moj prvi koncert v dvorani Tabor, natančno 20.000 mark je to stalo. In sva se usedla, takrat sva že bila skupaj z Andrejo, in sva rekla, kaj, živela sva v najemu, a ne? In sva rekla, kaj zdaj narediti? Evo, dobili smo teh, ma glej, kam gre, naj greš, povejo naši domači, in točno to sem naredil. Šli smo v koncert, razprodali smo ga 14 dni prej in zaslužili smo še enkrat toliko. Eto, in to je tisto, človek mora imeti tisto moč v svojem srcu, mora verjeti v to, kar hoče, in takrat prepriča tudi množice in ljudi. Odlično. Praviš, da vedno stojiš za resnico, upaš si povedati na glas, to, kar čutiš v srcu. Večkrat te je to stalo. Zna biti čas nevarno v teh časih. Ja, res je. Težko je govoriti resnico, zdaj je resnica v bistvu teorija zarote. Zdaj pa, če poveš dejansko tisto, kar je, dovolj, da zastaviš vprašanja, na katere strokovnjaki nimajo odgovore, te se takoj napade in si teoretik zarote. Mislim, da je bistveni problem trenutne situacije to, da ljudje ne dobivajo prave informacije. Da jim strokovnjaki, katerim zelo verjamejo, jaz osebno ne, ampak ljudje jim pač verjamejo, ker so toliko na televiziji, toliko v medijih, ne podajo pravilne odgovore, ne povejo, koliko ljudi je, recimo, koliko je novo okuženih tistih, ki so preboleli. Ne bomo zvedeli te informacije. Koliko je ljudi, ki so cepljeni, pa so zboleli. Koliko je ljudi, ki so cepljeni, pa so umrli. Ljudje rabijo informacije, ampak čim postaviš to vprašanje, si takoj teoretik zarote in doživiš močen napad medijev, te stroke, vsega tega. Jaz sem človek, ki sledi moji čustveni inteligenci, duševni inteligenci, imam jo visoko razvito in vedno poslušam sebe. In ja, če bi, ne vem, ti ljudje imeli en malce drugačen pristop do ljudi, sem prepričan, da bi prišli do svojih ciljev. Z druge strani pa sem vesel, da niso prišli do svojih ciljev. Bojo razumeli ljudje, zakaj sem to. Zdaj si izdal tudi novo pesem, Cepljen z ljubeznijo, tudi spot, bomo videli. Tako je, moramo biti cepljeni z ljubeznijo, to je point. Ta ljubezen je neverjetno močna v vesolju. In strah je pa tisto najslabše, kaj se nam dogaja. In odvisno je, kaj bo človek spustil v svoje srce, ali strah ali ljubezen. Če spusti ljubezen, gleda na stvari popolnoma drugače, dviga vibracijo, če pusti strah, mu se v bistvu zatemni, vse spusti se ena megla in samo slišijo in vidijo tisto najbolj osnovno, znači televizijo, poslušajo radio in so nekako zaprti v tej zgodbi, ne odprejo se. Tisti pa, ki spustijo ljubezen, je drugače, vidijo stvari res drugače. Nekako se vzdigneš gor in vidiš stvari res drugače, kot jih vidijo drugi ljudje.
Torej, zaupati sebi, temu notranjemu glasu, glasu intuicije. Absolutno, absolutno. In pozivam res vse ljudi, zaupajte sebi. Nikoli nisem bil kontra cepljenja, za cepljenje, anticepilec, marsikaj so mi povedali, niti levi, niti desni, mene politika nikoli ni zanimala, saj taka, kot je zdaj. Ker to ni politika, to je eno leglo korupcije in vsega tega, kaj se dogaja. Če bo pa kdaj bila politika in bo se temeljila na srčnosti, na ljubezni, na iskrenosti, takrat bi takoj pristopil v politiko. Ampak dokler je taka, nikoli me ni zanimala. Na koncu sem se zavedal, da je moja publika leva, desna, skrajně desna. Pomembno je, da smo mi spletli čudovito prijateljstvo, ki traja še dan danes. To so ljudje, ki so mi vedno stali ob strani, tudi jaz njim. Zato me resnica tako boli. Moram jo povedati ven. Jaz jo moram povedati, jaz moram opozoriti ljudi na tisto, kaj se jim dogaja. Kdaj ste snimali ta spot? To je bilo zdaj pred kratkim, ne? Nedolgo nazaj, to smo v Ljubljani snemali, na različnih pozicijah Ljubljane. Bilo je čudovito, imeli smo en lep dan in zahvaljujem se vsem tistim, ki so sodelovali, ki so igrali v tem videospotu. Lahko povem, da so med njimi tudi cepljeni in necepljeni. Torej, to pa absolutno ne pomembno, ni point v tem. Ljudje to ne razumejo, ker jih poskušajo nekako spet skregati, kot so jih kregali 30 let na leve desne, zdaj jih poskušajo skregati na cepljene, necepljene. Ni point tukaj. Ljudje, spustite v svoje srca ljubezen. To je point. Pustite ljubezen in videli boste stvari popolnoma drugače. Ljubezen je nasprotje strahu. Absolutno, nasprotje strahu in dela čudeže v vesolju. Bomo zdaj malo pogledali, predno gremo na premor, ta spot, tako da prosim režijo. So oblaki zastrli nam deželo, vzeli upanje. A srce slovensko še ponosno bije, ustaviti se ne sme. Širimo skupaj obzorja, ljubezen je zakon vesolja. Cepte z ljubeznijo, naj to vsi zvedo, na dlani moje je srce, ki nosi novo upanje. Cepte z ljubeznijo, samo z ljubeznijo, naj glas odmeva do neba, naj združi se Slovenija in skupaj kot eno dihamo vsi. In skupaj tako kot jaz in ti. Hodimo ponosno. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebojeno srce Slovenije, z menoj krasen gost Werner. Ja, Werner, kako se je vse skupaj začelo? Poglej, zadeni oddaja, ne 101 hour, takrat je bil zelo popularen. Točno tako, 101 hour in njegova oddaja Poglej, zadeni in imeli so eno rubriko Zvezdni prah. In jaz sem na vseh festivalih, ko sem na začetku povedal, v tistem prvem letu, ko sem si dal prvo ploščo za Jugoton na Hrvaškem, bil na vseh festivalih Hrvaške, na Zagrebačkem festivalu, Cavtat Fest, Splitski festival. In v bistvu na teh festivalih sem spoznal Gorana Šarca in Simono Vajs, ki so tudi delali na Hrvaškem trgu. In potem mi je Goran predlagal, ko sem izdal novo ploščo za Hrvaški trg, bilo je to na Valentinovo, naj naredim v bistvu vse te svoje uspešnice, ki jih pojem na Hrvaškem, takrat tudi nekatere po celi Jugoslaviji, naj jih naredim v slovenskem jeziku, meni je mati Slovenka, zakaj ti ne bi poskusil, jaz čutim, da bi to ratalo v Sloveniji 100%. In potem sem res en dan prišel v Ljubljano, prinesel sem matrice in dejansko smo nekaj v 2 dneh posneli vse te pesmi in med njimi tudi, to je bilo na Valentinovo, in ki sem ga predstavil pri Stojanu, a ne v njegovi oddaji Poglej, zadeni. Bil je tak majhen studio, še reflektori so padli vmes, ampak čez noč se je že zgodilo, čez noč so ljudje me spoznali, čez noč so ljudje klicali na radijske postaje, želeli slišati to pesem. Tako da, kamorkoli sem šel v svetu, kadarkoli, kjerkoli ste me postavili,
vedno sem se znašel, vedno sem imel eno karizmo, da je to nekako pritegnilo ljudi. En čas sem bil tudi v Avstriji in me je povabil Lindner, torej to je gospod, ki ima svoj Lindner band, ki spremlja na ORF-u vse glasbenike, da igram harmoniko. Bil sem tam samo 3 mesece, in slučajno sem igral harmoniko na eni veselici, oziroma v avtobusu, iskreno povedano, imeli so upokojenci en izlet in sem jaz bil zraven, dali so mi harmoniko, ne vem, kako je to prišlo do Lindnerja, v glavnem jaz sem zabaval te ljudi, da bi mene Lindner čez nekaj dni poklical, povabil in sem bil sprejet. Bil sem sprejet ampak nisem želel biti harmonika, jaz sem želel biti pevec, jaz sem želel nekako na en drugačen način pošilja sporočila ljudem. Potem sem bil tudi v Nemčiji vmes, tam je pa Frank Farian se zainteresiral zame. Torej, hočem povedati, kjerkoli da sem, če ti nosiš to karizmo sabo, kjerkoli da si, ljudje začutijo, da je nekaj okoli tebe. Oni vidijo nekaj drugačnega. Energija je pomembna. Ja, je. In ta vera, predvsem to karizmo, ki jo je začutil Đorđe Novković, Ivo Lesić, torej ti veliki mojstri in kompozitorji bivše Jugoslavije, ki so natančno vedeli, jaz se takrat nisem zavedal, kaj oni vidijo v meni. Ampak oni so začutili neverjetno interpretacijo, čutnost v mojem vokalu, v moji vibraciji mojega vokala in bili so prepričani, da imam nekaj, kar nima niti en pevec takrat bivše Jugoslavije. Tako močno so verjeli. Jaz se res nisem takrat zavedal, kaj je to. Bil sem fant od 19 let, ampak s časoma potem človek se začne zavedati, kaj je to. To je ta iskrenost, ki jo človek spusti skozi vesolje v svoje srce, potem skozi svoje glasilke. No, daj kaj zapoj zdaj. Kaj smo že takole, kjera boš, ne gane me. Pa ne, evo, zapel bom tam nekje. No, evo. Tam nekje, kjer joče se nebo, je nekdo, ki tebi sodil bo. Že dolgo nisem pel. Lično me je zmrzilo. To je ena od pesmi na zadnji plošče. Bova še kakšno po tem, ne? Torej, bova dala še eno nagradno vprašanje, za eno krasno nagrado. Torej, ime zadnje CD plošče od Wernerja, ne? Torej, na Facebooku Ljubljana TV bomo potem objavili in tisti, ki bo spodaj v komentar zapisal pravilni odgovor, bomo žrebali nekoga, ki bo dobil to krasno nagrado. Tako je. Ok, kateri v bistvu 20 CD albumov, mogoče kateri je pa tisti, ki je tebi najbolj pri srcu? Pa nekako vse te plošče so meni zelo pri srcu. Vse pesmi, ki sem jih zapel, ker sem jih dejansko zapel iz srca. In to publika, ki me ne spremlja res 30 let že, to dobro ve. Tudi tisti, ki so 20 let prihajali na moje koncerte, to je več kot 500 000 ljudi. Toliko vstopnic sem v bistvu prodal na vseh svojih koncertih, torej po športnih dvoranah Slovenije, ampak ti ljudje vedo, da ko pojem iz srca in jaz nikoli nisem dovolil niti eni televiziji, da snema moj koncert. In vedno so me spraševali, zakaj ne, pa sem res dobil klice od vseh televizij, ki so obstajale v Sloveniji. Glih zaradi tega, ker se na koncertih zbuja ena posebna energija, ki se nikoli ne da nekako prenes skozi sliko, skozi zvok, ne glede kako kvalitetno lahko naredi določena ekipa ljudi ali televizija. To je ena energija, ki nas nekako poveže za celo življenje. Jaz, ko zaprem oči, jaz ne rabim posnetke. Prepričal sem, da tako tudi ta publika, ki me je spremljala in ki je bila na mojih koncertih, da ne rabi posnetek. Zaprem oči, spomnim se vseh teh lepih, krasnih trenutkov, ki smo jih skupaj doživljali, skupaj pel, se zabavali, plesali, marsikaj doživeli, ker so mi koncerti vedno laupali v živo, tako da je tako zelo. To je ena lepa, čudovita zgodba v mojem življenju, tako da je težko povedati, joj, ta pesem mi je nekaj posebnega ali ta plošča mi je nekaj posebnega. Seveda je tista prva nekako najbolj, ko prvič držiš, takrat so bile še kasete, ko sem držal to kaseto v roki, prinesli so mi jo na festival z Jugotona, bil je direktor Jugotona, na festival Zlata palma v Cavtat in takrat lih stiskali so in držal sem to kaseto
In takrat so mi se vse te sanje moje, kot mladeniču, ki je nastopal, pel, gledal na tem festivalu sem že bil zraven vseh najbolj eminentnih ljudi. Jaz sem bil v bistvu en nulo, a zraven mene pa bil Mišo Kovač, Neda, Novi Fosili, Škender, Stavros, veliki zvezdniki, Dalibor Brun. Jaz sem pa bil v bistvu mladenič od 19 let, jaz sem že zraven njih stal in pel, da če to so tisti, kateri sem jaz tako oboževal, prepeval njihove pesmi, sanjal enega dne, da bi lahko zapel njihovo pesem nekje javno. Tako da se meni res v življenju vse dogajalo zelo, zelo hitro. Tudi zdaj, ko sem šel v drugi smer, v druge vode, poslovne vode, portala iz prve roke, neverjetno hitro so se zadeve zgodile. Torej, dušno poslanstvo, ne? To je tisto, kar je ključno. In da to živiš s celim srcem, s celim bitjem. Jaz bi rabil nekaj življenj. Jaz bi želel vse probati v življenju. Jaz sem vedno sanjal in vedno sem govoril in vedno me Andreja poheca, da sem jaz krivac za celotno situacijo v svetu. Vedno sem sanjal o tem, da bo po 50. letu nehal peti in bo se zgodilo nekaj ogromnega, nekaj velikega, da jaz več ne bom rabil peti, ampak bom delal neke druge stvari. Eto, to so bile nekako moje sanje. In rabim povedati, da sem točno 50 let dočakal v Egiptu 13. januarja. Pred mano sta bila še 2 koncerta, še ta 2 nisem mogel oddelati zaradi korone, ki se je sprožila februarja. Marca bi moral imeti koncert v dvorani Tabor, potem v Hali Tivoli, vse je odpadlo in dejansko po 50 letu se je vse spremenilo. Torej vse drugače, tako da, kaj da rečem, Andreja pravi, bodi tiho, prosite vnaprej, ne kliči vraga še. Dober manifestator, ne? Rečeš se zgodi. Ne klič hudiča. Dobesedno, ne? Ok, torej vibracija je tista, ne? In ekstremno pomembna. Glas je vibracija, ne? In tudi poješ iz srca, potegneš. Tako je, daš vibracijo glasu in vibracijo srca. In to ljudje čutijo. To je tisti ključ, to je tista največja skrivnost zvezdnikov in glasbenikov. Eni lahko ne vem, kaj počnejo, plešijo, imajo skupino od 50 ljudi. Eden se samo postavi na oder, spusti svoj glas, odpre svojo čakro, spusti iz vesolja v srce krasne vibracije in te vibracije ljubezni da naprej. In to je to. To je pojem vsega. In vedno so se spraševali, kaj je to, kaj ima povedati, kako na koncert 1 leto, 2 leti turneja, 3, 5, 10, 20 let je trajala moja koncertna turneja. Kaj za vraga, še sam sem se spraševal, kako, pridejo 20krat na moj koncert, a ne ljudje. Kaj je v tem? Vedno so mi povedali, ne, Werner, ni stvar v glasbi, stvar je v eni energiji, ki jo mi rabimo in ti nam nafilaš srca za celo leto naprej. In smo lahko mirni do naslednjega leta, ko pridemo spet na koncert. Torej, je nekaj je na tem. Glasba ni samo glasba. Se to nam moderna znanost govori, ne? Kvantna fizika, ne? In tako naprej. Ljudje gledajo na glasbo, kot na tekst, melodija, to. Ne, nekaj veliko večje glasba. Veliko več od tega, kaj. In problem je, da se ljudje že na tej prvi fazi začnejo obremenjevati. A je kaj narobe, a mu ni všeč kakšen tekst, a mu je kakšna beseda narobe. Ljudje se začnejo, namesto da poslušajo glasbo, izpustijo svoje srca glasbo, oni se že takoj, ko začnejo poslušati, obremenjujejo, kaj bi bilo drugače, kaj ni v redu. Ne, to ni pravilno, to ni. Glasba se posluša s srcem, zapre se oči in posluša s srcem. Če jo začutiš, je to, če jo ne začutiš, v redu, ne rabiš poslušati. Ampak vsak glasbenik da v svojo pesem maksimum, da svoje srce. Točno to. Napisal si tudi več pesmi za znane ustvarjalce, Helena Blagne, Natalija Kolšek, Natalija Verboten, Marjan Zgonc. Ja, za celo glasbeno sceno, tudi produciral sem Sašo Lendero, 5 let sem tudi financiral njene projekte, tudi Brigite Šuler. Tako da, jaz zelo rad pomagam, jaz pišem glasbo, jaz čutim tisto, kaj si ljudje želijo. Tako da sem, vesel sem in da je Saši ratal tak velik med in Brigiti Šuler in vesel sem, če lahko pomagam, absolutno, predvsem mladim izvajalcem. Res je, da je veliko lažje, ko imaš svojih otrok, ker se res moraš posvečati takrat, moraš dati 100% sebe, če hočeš, da nekome uspe.
A ne pelješ ga, spremljaš vsak njegov korak, vsak njegov gib, učiš ga, kako bo na odru, kaj bo počel na odru, kako se bo gibal na odru, kako bo pel v studiu, kaj bo. Pa evo primer Brigitta Schuler, to je šolana akademska glasbenica, ki res fantastično poje, ima izredno točne tone, ko jih poje, ampak v bistvu vedno, ko smo delali, je bila zelo zmatrana, ker smo ponavljali in ponavljali. Rekla je, šele zdaj se zavedam, kako težko je peti zabavno glasbo, znači glasbo za ljudi. Torej, to ni ona varianta klasične jazz glasbe. To je čisto, ti moraš zadeti srca ljudi, če hočeš, da pesem rata uspešnica. In takrat, ko je prvič imela snemanje, rekla, to je noro, pa je pela veliko takrat z vseh drugih žanrov od džeza, bila je čist šokirana in ni mogla verjeti, koliko energije in kaj ti moraš v sebi sprožiti, da zapoješ navadno, zabavno pesem. A ne, ki jo mnogi podcenjujejo, v bistvu je to zahtevno. velika matematika, če hočeš, da zadeva funkcionira in da z njo uspeš. Odlično, bova nadaljevala. Večkrat tako je, večkrat pokojni Brendi je znal narediti pesem od 4 tona, a ne, ampak tistih ta pravih, ki so zadeli ljudi, še dan danes se pojejo. In potem se vprašaš, kaj je bolj vredno. Tisto je nekdo zakompliciral vse mole, vse harme, ali ti 4 tone, ki jih danes, ko jih slišimo, vsi zapojemo. Tako, odlično, bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije, z menoj izjemen gost, pevec Werner. Ja, rekla so, da si se sedaj malo preusmeril, a ne? Kaj pa je zdaj tisto tvoje področje, s čim se sedaj ukvarja? Iz prve roke, Werner pove vse tisto, kaj je pomembno. Ja, namreč zelo hitro sem ugotovil, da bo glasba kar še nekaj časa čakala. Na mojo veliko srečo sem že maja, takoj po vsem tem, kaj se je zgodilo po tistem prvem valu, ugotovil, da je za celotno to zgodbo nekaj veliko več. Res, da sem najprej upal optimistično, da bo mogoče jeseni šel po kulturnih domovih za manj ljudi, da bomo takrat naredili 30 kulturnih domov za 30 mojih let glasbene kariere, ampak seveda takrat se je še šlo veliko na slabše, kot sem predvideval. In sem se odločil, da nekako začnem tržiti svoj brand, v katerega sem vložil ogromno denarja. To je ogromno videospotov, koncertov, plošč, pesmi. V bistvu, rekel sem, zdaj treba v bistvu poskušati se znajti v tej situaciji, v kateri smo. Sem človek, ki ne bom sedel in čakal boljše čase. To že vsak ve. Ja. Imam preveč energije, sem preveč zgovoren, imam preveč neke, ne vem, ene vere v sebi in tako, da bi se kar tako ustavil in čakal. In sem rekel, ok, zakaj ne bi jaz pomagal podjetjem, slovenskim podjetjem, predvsem družinskim podjetjem, da svoje usluge, svoje proizvode nekako hitrejše damo do ljudi, do potrošnikov. Vemo, da so to veliki stroški, če oni želijo iti tako, kot se ga gre, a ne televizije, radijske postaje. Skozi pa kariero sem spoznal ogromno podjetnikov, ki so res imeli vrhunske proizvode in nikoli se ni slišalo za njih. Domači ljudje, kreativni ljudje, ki so naredili neverjetna vina, neverjetne stvari, za katere se nikoli ni izvedelo, ker niso pripadali globalistični eliti, da bi jim to speljala tako, kot se gre. In sem v bistvu pokontaktiral te ljudi, oni so bili avtomatski za to. Mnogi so se potem še sami javili in želeli, da preko svojih profilov, torej jaz imam več kot 300.000 sledilcev ljudi na vseh svojih profilih. In tukaj lahko povem iz prve roke o njihovih proizvodih, o njihovih uslugah. In tako se je začelo. Evo, tako se je začelo in to je super funkcioniralo. In sem odločil tudi nadgraditi to zadevo, naredil sem svoj portal iz prveroke.com, kjer lahko vsi ljudje pridejo do teh podjetnikov, pridejo do njih, naredijo posle naprej z njimi, pridejo do njihovih proizvodov, do njihovih internetnih strani. Torej, na en hitrejši način komunikacije, da nekako delaš eno dobro delo, kar je meni zelo pomembno, ker verjamem, da se vsako dobro delo vrne z dobrim nazaj.
In sem rekel, to je novo poslanstvo, krasno, super. Z velikim veseljem vedno preverim vsak proizvod, uslugo, vidim, povem iskreno iz prve roke, takšen kot sem, vedno iskren, kaj si mislim o tem. In evo, zdaj imam res že veliko podjetij od Elementuma, Meditere, Elvive, da jih ne naštevam. Skratka, ljudi pridejo res do takih nenavadnih proizvodov, za katere sploh nismo vedeli, da obstajajo. Ili mogoče nismo vedeli, kam lahko naložimo denar. Ali nismo, v bistvu delam eno dobro stvar, eno dobro misijo, kaj je meni zelo, zelo pomembno. Ker do zdaj sem širil glas srca, pel, nastopal, zdaj pa poskušam ljudem pomagati na drugačen način. In podjetjem, in seveda potrošnikom, ljudem, moji publiki, da pridejo do teh proizvodov in da jim lahko tudi sam garantiram iz prve roke, da je to. Odlično, odlično. Torej, vsestranski, multipraktik bi rekli. Ja, lahko bi rekli, jaz se vedno hecam, mene kamorkoli da postaviš na tem svetu. Če me postaviš sred puščave, jaz se bom znajdel. Sploh to ne bom začutil kančka strahu v svojem srcu, da ne bom speljal zadevo tako, kot moram. In tudi takrat, ko sem bil v Avstriji, sem natančno peljal svojo pot v Nemčiji, na Hrvaškem, tukaj v Sloveniji. Jaz sem človek, ki se prilagodi vsaki situaciji in zelo močno se zavedam, mene slava ne zanima. A ne, sem mogoče eden od redkih in mogoče bojo mnogi glasbeniki rekli, ma ni res. Res je, mene slava res ne zanima. Jaz bi bil najbolj srečen človek, če bi lahko polnil dvorane, pel, pridno služil denar, a da nihče ne ve za mene. A ne, da nisem slaven. A ne, ampak to je nekako, to pride zraven. Ne moreš se tega nekako umakniti od te zgodbe. Tako da, ampak vedno pa z druge strani rečem, gled, Slavo, ti ne moreš kupiti pašteto v trgovini. Jaz ne morem priti v trgovino in reči, oprostite, a lahko dobim eno pašteto, jaz sem slaven. Ne morem. Torej, koliko je pol vredna ta slava? Nič. Nič. To je nepomembna stvar. Mnogi bi pa prodali svoja življenja, prodali bi svoje imetja, vse za slavo. Sploh se pa ne zavedajo, da je vredna 0. 0 evra, 0 bitcoina. 0. Odlično, ja. Torej, nastopil si tudi, še eden od tvojih talentov, oziroma v Zvezdah plešejo, že 2018 z Gordano Grandušek Vidon. Z mojo Gogo. To je bila ena taka igratna izkušnja. Moram povedati, jaz zaradi tega, ker sem naredil toliko koncertnih turnej, sem si rekel, moram ljudem, tem, ki prihajajo na moje koncerte, tudi predstaviti malce drugačnega Wernera. Še nekaj, res je to že bilo, ker iz leta v leto se nekako vrtela ista zgodba. In ko so me povabili iz televizije, sem rekel, ok, grem se tega lota, čeprav sem takrat bil 48 let, a to se pozna v plesu, to vsi tisti, ki plešejo, ki vedo, da to je čist druga zgodba biti star 25 let, 30 let, 40 ali 48 je težko, ni to je tak trening, tako močen trening in mi smo ga delali skozi cel dan, da sem jaz bil že gotov. Pa čeprav sem fit človek, takrat sem hodil redno v fitness in vse, ampak to res zahteva ogromno energije, čvrste trebušne mišice, ni lahko, ampak meni je bilo čudovito. Jaz sem užival z mojo Gogo, vrtel sem se, delal tudi kakšne napake, narobe naredil kakšen korak, ampak res je tako, kot vidite, torej treba v parih dneh, 2-3 dneh obvlada celo koreografijo, plus dati vse intervjuje, ki se potem koristijo, plus iti redno za stylinge, na različne ta merjenja. Tako da je kar zahtevna zadeva, ne zgleda tako in tudi je en del reality šova, čeprav ljudje se tega ne zavedajo, tudi sam se nisem tega zavedal, ampak ima en del reality šova, približno se peljejo zgodbe tako, kako določeni ljudje si to želijo. Tako kot je kmetija, torej vse se vedno pelje po eni smeri, ljudje to ne vedo, ampak jaz to vem in vedo producenti, da bodo vedno speljali zgodbo tako, kot oni hočejo. Jaz sem bil najbolj šokiran takrat, ko sem prišel na svojo prvo vajo, takrat sem plesal z Gogo Despacito, in to je tak zelo temperamenten ples, in jaz sem tam stal in gledal sem druge plesalce.
oziroma zvezdnike, ki so. In potem sem videl, da oni plešejo fantastično. Jaz sem se vprašal, kaj jaz sploh tu delam, kaj jaz sploh tu počnem. Poleg tega sem zvedel, da nekateri imajo tudi plesne šole, po 6 let plesne šole, jaz pa nimam niti enega dne, še ko sem hotel, so rekli, ne, prepovedano je prej vaditi in učiti se, kakšen mesec prej. Tako da sem jaz res prišel tist. In zdaj ti smučaj z nekom, ki smuča 10 let, ili se ti postavi na smučke, pa se spusti po bregu. Enako je tudi v plesu. Tako da je zahtevno in, kot sem rekel, je ena vrsta reality šova. Evo, zdaj to lahko povem, ker je tudi to let mimo, da ljudje vedo, da je to ena taka zgodba, ki se pelje tako, kot drugi hočejo, ne tako, kot drugi hočejo. Podobno kot se v družbi dogaja tudi zdaj, ne? Kako? Torej, neka manipulacija podobna, ne? Ja, žal se dogaja ta manipulacija, ljudje verjamejo, zato pravim, sledite svojemu srcu, spustite v srce ljubezen, to je zelo, zelo, zelo pomembno. Vprašajte se, pogovarjajte se, veliko je ljudi, ki misli isto, kot mislite vi. Pa jih mogoče ne poznate, ampak jaz res imam kontakt z ogromno ljudi in vidim, da je res velika masa ljudi, ki jim je popolnoma jasno, kaj je v ozadju. Ne gre samo za bolezen, gre za nekaj veliko, veliko, veliko večjega. Sam par ali ne, kaj čutiš oziroma veš, da je v ozadju? Kaj je v ozadju? 3. svetovna vojna, biološka in psihološka vojna. In moramo biti trdni, moramo ostati trdni, moramo verjeti v ljubezen, moramo širiti ljubezen, ne dovoliti negativne energije, s katero se ti ljudje hranijo, a ne da se hranijo na naši negativni energiji. Nek ostati pozitiven, ostati dobre volje, širiti to ljubezen in s tem jih bomo sesuli. Torej, ljubezen je ključ in odprto srce. Izključno bo jih to zasvesulo. Ja. In moramo seveda, in treba biti korajžen, treba strah umakniti iz srca in treba znati reči glasno in jasno ne in dovolj. To so tudi zelo pomembne stvari. Odlično, odlično. Ok, bova zdaj za konec, počasi čas izteka, še zadnjo pesem nam malo zapoj, prosim. No? Šakero. Cepljen z ljubeznijo. Jaz pa da zapojem. Prosim. Cepljen z ljubeznijo, naj to vsi zvedo, na dlani moje je srce, ki nosi novo upanje. Cepljen z ljubeznijo, samo z ljubeznijo, naj glas odmeva do neba, naj zbudi se Slovenija in skupaj kot eno dihamo vsi. Skupaj kot eno, tako kot jaz in ti. Evo ga. Bravo, bravo. Tak, uživo brez vsega. Uživo je najboljše. Ja. Odlično, Werner, hvala. Mogoče samo še zaključna misel z naše gledalke in gledalce. Ostanite zvesti svojemu srcu. In še enkrat ponavljam, pustite ljubezen v svoje srce. Umaknite strah. Strah ne obstaja. Ne obstaja strah. Tako. Pustite ljubezen. Ljubezen je zakon vesolja. Temeljni zakon vesolja. Tako je. Odlično. Hvala, Werner. Hvala tudi vam. Hvala za obisk in verjamem, da se še vidiva. Absolutno. Hvala lepa. Lepo se imejte. Ja. Hvala torej tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Prebojeno srce Slovenije. Ja, živite ljubezen, ker v resnici mi smo ljubezen. Hvala vam, ker ste in hvala, ker gledate to oddajo.